Dobro jutro, dragi moji. Občutite kaj, ta shift oziroma ta dvig, dvig česa, sončne nevihte, ne vem kaj, fleri in tako. Ja, vse dogaja, mislim, zdaj jaz te stvari občutam večkrat, sem vam že povedal, na kaj je treba biti pozoren, na občutke, ki prihajajo, se jim prepustiti, se jim predajati in dovolj, da stvari tečejo skozi vas. Kadar pa ne tečejo, pa nimate kaj prisiliti, nič ne gre to na silo. Zdaj, ta shift zavesti pomeni nekako, meni se zgodi vedno tako, zatišje pred nevihto ali pa potek loka nazaj, da puščica odleti. Zmeri padem v neke vrste, ne depresijo, ampak v tak ustvarjalni krč, ne? V neko luknjo padem, v nek razmišljanje, da nekaj moram spremeniti, pa nekaj, pa se zavem, da to ni prav, pa prepustim. Imam seveda možnost te stvari doživljati na tak način, nekako nimam omejitev, ki bi me peljale, naj si bo služba, promet, šefi, enih stvari jaz nimam in pravzaprav sem srečen in hvaležen. Hvaležen do te mere, da v bistvu vam dolgujem, vam kot naročnikom, eno veliko in zahvalo in tudi seveda rešpekt iz moje strani, da v bistvu to, kar plačate, je izključno vaše, kajti sprememba zavesti je mene pripeljala do tega, da jaz teh znanj in te dobre vole ne bom več delil brezplačno, tako kot sem jo do zdaj misleč, da bo to ljudem pomagalo, pa ne, pa jim ne. Skratka, jaz se tega ne grem več in javno bodo samo še nedeljske oddaje, ostalo pa je izključno vaša vsebina, ki jo seveda lahko podelite med svoje ljudi, ne rabite pa jih javno devati na svoje Facebook zidove in tako. To je vaše. Skratka, ta shift, ki se je dogodil v meni in glede na to, da spremljam ljudi naokrog po svetu na vseh možnih kanalih, vidim, da se dogaja precej mnogo ljudem, ki se je najdu ta komad, sem Dizru probal naročiti, naj sam odberem musko. Tako da, to je to. Skratka, ta shift se ljudem dogaja, meni tudi, upam, da tudi vam, sicer v pozitivo, da niste v negativnih krčih. Gre pa za pravzaprav detoks. Detoks je razstrupljanje, ki ga mnogokrat povezujemo nemudoma z razstrupljanjem telesa, celic, jaz ne vem, kaj še vse meni probajo ponuditi. Ampak detoks pomeni, da se mi očistimo strupenih umskih konstruktov. Sovražim to, ne maram tega, prekleta banda, kaj tam delajo, lej kakšna je Evrovizija, no, sami demoni in pol tu terate naprej. Puste, ja, itak pokazali so se, hvala Bogu. Mislim, cajt je bil, da ovce malo zagledajo. Zdaj cajt je bil, da ovce dobijo tudi na medije malo o adrenokromu, kar seveda jaz kot tako opozarjam že kar nekaj časa, pa spet nisem edini, a ne. Tako da zdaj gledati stran se več ne da in te žabe, ki se pač kuhajo, se kuhajo do obisti. Meni je neverovatno in nerazumljivo, nedohvatljivo in nepodnošljivo, da ljudje v krču noter še zmeraj pravijo, ja, se kar v redu tako, se nič ne dogaja. Mislim, ne, glih kar bo žabja obara, ne, pa bo stvar zaključena, mislim, kaj se grejo. Nekako moram se vam opravičiti, pa moram dati zdaj, bom dal ljubezensko glasbo, pa jo bom spremenil nazaj na Fokus. In upam, da me pele v Gladiatorja. Ja, boljš. Skratka, detoks. Dajmo zastopati, da detoks pomeni, da najprej moraš parazita definirati, ga zagledati, pogledati, kje se ga boš lotil, prijeti in fukati stran. Kaj to pomeni? Da se srečujete z negativnimi stvarmi iz vašega otroštva, srčne rane, kjer ste bili traumatizirani, prizadeti v otroštvu od ljudi ali pa pred kratkim ste bili prizadeti. Torej, to so te bolečine, ki so vam jih prizadejali
in bolečine, ki ste jih vi drugim prizadejali. Vede, ne vede, po sili potreb, ne bom se kaj not pretirano spuščal, kajti vsak ve zase. Nobenega ne obsojam, da me ne bo slučajno kdo narobe razumel. Treba je te stvari pogledati in v oči se z njimi soočati. Ne morete vi prikrivati svojih stvari, ne morete pod preprogo pometati pa reči, ja, iščem resnico, svetloba, pod predpražnikom pa cel kup sranja, za katerega ne želite, da kdorkoli ve in spozna. In narcizem je točno tak. Bože ne da se spozna, kaki prasec je pravzaprav narcis znotraj sebe in ta človek v sebi nosi eno gmoto sramu, da ga ne bi kdo videl, in ta sram prekriva z umetnim konstruktom, masko, torej svojim egom, ki pa se na momente izklaplja oziroma se izmenjuje ta ego in pa strah. Strah pred tem, da bo prepoznan, a ne? In nekako prišli so ti časi, kjer ljudje so in bodo dokončno prepoznani, kaj ti igra več ne pele. Kakšna igra? Ne vam povem, da v bistvu vsakega človeka, božjega otroka, človeka z dušo in srcem so nemudoma ob rojstvu okarakterizirali in ga dali v kletko čuvarjev, v kletko najmanj 4 ljudi, ki so bili bližina, v bližini. Jaz osebno sem seštel kateri 4, glede na to, da stvari ne bom dajal javno, vam bom upal kar tudi kaj več o sebi direktno povedati. Skratka, moji starši, razmišljam, da v bistvu zgleda, da fotar, ampak eden od staršev zagotovo je bil prvi izmed teh čuvarjev, drugi je bil eden izmed mojih šefov, tretji je bil eden izmed takih hecnih, bom rekel, ničev prijatelj. Vedno nikoli nič od njega, ne. Vedno te kje kaj zajebal, sem za kofej pa zmer imel cajt pa za čikti spult, to pa je zmer bil kar precej spreten. Pa tudi za 4. se mi zdi, da vem in tako. Skratka, hočem reči, da ne piše v knjigah, kdo je bil čuvar moj. Piše pa v vaši pozornosti, če odprete oči, kdo je pa v vašem življenju kontroliral, da vi niste prosperirali v vaš osnovni in božanski potencial. Vse, kar ste imeli radi, so vas zapeljali stran od tam, česarkoli ste se poletili, so oni sproducirali, da vam ni uspelo. Okay? Zdaj je število teh čuvarjev, veste, to so v bistvu narcisi, ki so podpisali neko pogodbo, ne? Oni so nek papir podpisali, nekaj so dobili, oni so pravzaprav prodali nas, izdali, zato da so sami imeli, nekako so si jemali zasluge, da so oni zaslužni za tiste naše potencijale. Bolano precej, upam, da sem vam mičken osvetljiv, vendar, ko so prvi ti 4, ko je kakšen odpadel, seveda, ko si na meji, da si prepoznanje najboljši umik, napad ali pa umik. In seveda v mojem življenju se je marsikdo umaknil, ne, pa so prišli drugi. Torej od teh 4 pomočniki, od pomočnikov pomočniki. V mojem življenju se je v zadnjih 2 letih, pa kar se javno izpostavljam, kjer govorim o brezpogojni ljubezni, ki jo sicer narcis razume, da boš dal, on te bo pa brcal. Sej ti pa ja vendarle brezpogojno daješ. Jaz te lahko brcam, pa pluvam, pa še o tebi grde besede govorim za hrbtom, ti boš pa vedno dal, a ne? Ne? Torej, oni so naš lojality, našo pripadnost, lojalnost v bistvu izkoristili. Mi smo bili lojalni, oni pa ne. Sam igrali so lojalnost. Ko si ga pa dubil, je pa jok in stok in pa to pa ne, pa ti začne nasuvati vse tisto, kar on je, da si kriv ti. Torej, v nekem momentu mi kot taki njim postanemo ogledala. In garantiram vam iz moje lastnih izkušenj, da marsikomu postavim špegu samo s tem, kar sem. In moja prisotnost, to, kar oni vidijo v meni, iritira njihove demone. Torej, moja svetloba, moja ljubezen iritira temačnost in gnusobo ter gnilobo, ki se skriva v ljudeh pod predpražnikom. Imamo
Zdaj, to, da imam jaz sposobnost prepoznavanja laži, ne, torej body language, način govora, pozornost v zgodbi, kako je že bilo zanč, da je nekaj drugače, aha, čakaj, uno je bilo pomembno, aha, zdaj pa več ni, aha. Highly empathetic people, ne, torej visoko empatični ljudje imamo res izostrene ne izostrene, imamo potencial, da jih izostrimo. In je prav, da naredimo kaj na tem, da smo pozorni in ostro opazujemo tako okolico, kot pa seveda sebe in svoje občutke in svoje poglede na ta svet. In empatičnost pravzaprav je v nas nekoliko zakrnela in je naloga, da jo mi iz dneva v dan čedalje bolj prebujamo, kajti empatičnost je lastnost ljudi. Ljubav, če nas jednog dana voditi, kadar se priklopimo na ljubezen, preko naše empatije, biti dober do sočloveka. Ja, narcis pa to tako izkoristi, ja, saj kusek bo dober, bo zihar vse dal. Ne, kaj je neumen, kaj nič ne ve, da ga jebemo, ne. Zdaj, kaj pa kusek pogruntov, ne, da se ga jebat ne da in še se ga niti ne sme, ne, zdaj je pa v kolektivu teh 4 in širše zavladala panika, ne. Oni nimajo več gripa, oni me ne morejo več prijeti, jaz sem jim ušel izpod nadzora. Bedno. Kaj pa njihovi papirčki? Kaj pa njihovi dinarčki in pogodbe? Da nas bodo držali, pa nas niso? Oni niso opravili naloge, oni so v 2-kratni jebi. Prvo, kar je, niso opravili naloge in drugo, kar je, niso za to dobili plačila in verjetno tretje, kar je, so v svojem društvu v velikem govnu. Tretja stvar, ki se tem ljudem dogaja, oni so naše ime na zunaj. Ko niso imeli več gripa oziroma prijema, so začeli moje, naše, vaše ime od zunaj blatiti, o nas govoriti laži, neke bedarije v kontekstu Turčiča neumen, itak se mu meša, itak je vas blesel, le loser, nima avta, niti službe, jedva zbere za kofe, ne, čisti loser, ne. In zdaj delno te stvari na zunaj mogoče res tako zgledajo, ne. Vendar, ko pa ljudje mene zagledajo na medijih, ne, ker oni bi mene, zato pa pridejo vse te cenzure. Vse cenzura ni zaradi tega, ker govorim resnico. Cenzura je zaradi tega, da nisem viden. Ne? Spet, to je tako gromozansko velika organizacija. In zdaj pa jaz sem na Facebooku, pa na YouTubeu, pa zdaj na TikToku, pa na Instagramu, pizda kamero odpreš, se ta moj blesov fris pokaže in ljudje ipak prisluhnejo, pa rečemo, sam čakaj, pizda tale frajer, ni glih blesov, pa ni, ne? A veš? In zdaj se izkazuje, da ti ljudje, ki so bili naši in moji čuvarji, izgubljajo kompetenco med tistimi ljudmi, katerim so prodajali laži o meni oziroma o nas. Zelo pomembno je točno to, kar vas vzpodbujam že vaš čas. Pokažite se, da imate mozak, pokažite se, da imate integriteto, pokažite se, da imate ljubezen. Pokažemo jim, iz kakšnega testa smo, ker edin tako jih lahko sfukamo. Ker do zdaj so oni razlagali, da so oni cari, oni so hudi, da so mentalno zdravi, Turšič pa blesal, a on že na ven zgleda čist sfukan, nikakav zastopaš, noter pa čist razteran, v depresiji, v bedi, s prisiljenimi nasmeški, ne, pa to jim vidiš, ti na ksihtu, da jim ne špilajo stvari, ne. Igra je igra, igra je postala hudo slaba. Hudo slaba. To je tako, kot beden klovn, a veš. Zdaj ti klovni, to so zame so klovni, oni so želeli imeti pozornost, da so zakrili mojo svetlobo v življenju. Ne? In zdaj ti klovni nimajo pozornosti ne od mene, niti od svojih pajdašev. In zdaj ti klovni skrušeno sedijo in študirajo, kaj bi zdaj. Ampak oni so bili toliko prevzetno v igri, da so pozabili sploh na domišljijo, pozabili so v osebni rasti. Še vedno zataknjeni v tem istem žabjem loncu in se kuhajo. Do kje? Do žabje obare? Ne vem, jaz bi želel, da je vsem vse dobro. Jaz bi želel, da vsak se sreča s svojim šitom
ga pregrizne in izpljune, kajti vsem je vse odpuščeno. In ne razumem, da po tolikih vzpodbudnih besedah še vedno taka množica ljudi, govorim na splošno, na svetovnem formatu, še vedno tišči glavo v pesek, se pretvarjajo, da nič ni, Evrovizija jim skoči v glavo, in kamorkoli se obrneš, prevarana tega, laž, manipulacija, in tako, ampak pravzaprav nočijo reči, ja, res nategoval sem, ampak sem bil tudi jaz nategnen. Ampak zdaj pa čas, da nehamo in se zbudimo in gremo višje. Kako? Jaz sem vse sort že povedal. Voda, bosa noga, fukni čez ramo, stvari, kakor češ. Ja, zdaj ta detoksifikacija se ne more zgoditi, dokler ste vi v džumbusu. Ne? Dokler je človek v hrčkovi derki, ki jo poganja devil, te temačne sile s svojimi podporniki, dokler je v tej derki, človek ne more doseči pravega čiščenja, kajti to se zgodi zgolj v lastnih kontemplacijah. In temu se reče ghost mode, torej da postaneš za kompleten svet neviden in se mal pogovoriš sam s sabo. Jezus se je pogovarjal na gori, lahko se temu reče hermetic mode, torej da se hermetično zapreš, oziroma da si kot puščavnik, kjer v puščavi ni Wi-Fi-ja, mičkam bolj surovo okolje je, in nimaš ti se s kom pogovarjati kot izključno sam s sabo. In tam te noben ne gleda in lahko kozlaš in bruhaš, in jokaš, kričiš, se z glavo tolčeš v pesek, vendar najbolj bistveno je, da ko prideš iz puščave nazaj, nisi več enak, ampak si drugačen. Mislim, spavaj, dete, Elvis Presley mi poje Sveta noč. A je to res? Ja, sej mogoče pa je Sveta noč, poglej, kakšno zvezdnasto nebo. To drugače za mano je Cerknica, veste? In iz Cerknice se vidi Triglav, nad Triglavom pa je Aurora, tale, kaj je že, polarni sij, mislim, mi temu rečemo bolj butalski sij, Aurora Butalis in Mlečna cesta gor. Sej to je fotomontaža, Zoran Vidrih je avtor, ampak je dobra, ne? To so naši konci, prečudoviti. Jezero, Triglav, Cerkev, Milky Way pa Auroris. Kaj še češ? Kaj češ lepšega? Mislim, kaj češ lepšega? To je sinonim za mer. Mer hočemo imeti, ne? Tam pri zvezdah ni nič rom-pom-poma, ne? In tudi v nas je prav, da ni rom-pom-poma. Zdaj, ta cirkus matrični ustvarja rom-pom-pom tam nekje, da mi tja pogledamo, ampak to je nazaj. Je pa tvoj foter, pa pri tebelih, pa Jugoslavija kurac, pa Napoleon, pa ne vem kaj, pa že piramide so gradilne, jebem v sunce, ste nehali gledati nazaj, stari. Naše življenje in tvoje življenje je tam. Ampak, če bi ti pogledal tja, bi zagledal lučko in priložnost in možnost in lepote sveta, sončni zahod svoje, vse sort bi tam zagledal. Tja, jaz gledam, no, pa vam razlagam, da dajte še vi kaj gledati. Zdaj, devil ve, da če boste gledali kaj in se boste odločili, da boste vzeli pogum pa šli proti svetlobi, proti svojemu življenju, k svojemu življenju, da tja pa on za vami ne more več, ker on je delavec teme in preteklosti. Zaradi tega je zgodovino ves čas vrtil in jo retuširal in jo sebi v prid pisal, zato da je lahko pobegnil odgovornosti. Ampak naša naloga ni v preteklosti, ampak v prihodnosti, da gremo. Zdaj boste rekli, Turšič zanc pa rekel pa nazaj gledati. Ja, ali je vse taka nora dvojnost? Skratka, v življenju želimo iti naprej in želimo rastati, ne želimo padati. To, kar se pa doskrat zdaj sliši New Age duhovnost, ne? Upam, da me ne devate v to isto gajbo, tudi mene, ker jaz nimam z New Age duhovnostjo prav nič, razen medije
uporabljam to vrstne. Bolj kot ne se pogovarjamo o naših prednikih, predniku mojem, predniku tvojem, prednikih naših plemenskih, ki so za sabo pustili sledi, pa je Trubar, pa je Freddie Mercury, pa je Mlakar, pa je teh naših ancestors, ne, starodobnih naših ljudi, mnogo, in njih je treba iskati, ne pa vojne obdelovati. Od tega ne bo nikoli nič, ker naši ljudje, božji otroci, čista človeška rasa, nima želje po pobijanju, dokler ni okužena z nečem, kar imenujemo sovraštvo. Definicija človeka je zame malo drugačna, kakor nam razlagajo biološko, ne. Zdaj ne morejo niti spola določiti, ne, še to imamo težavo. Ampak človek kot tak je tako, da zgleda glava, roke, noge, tako na ven zgleda tako kot človek, ampak na noter mora imeti ljubezen. To je definicija človeka. Mora imeti ljubezen, ki je pa za ljubav treba imeti dušo, je li tako? Če želiš gojiti ljubezen, moraš delati smeri čiste duše, z naslova čiste duše. Kadar je tak človek okužen oziroma ranjen, čustveno prizadet, začne uporabljati sovraštvo. To so oni štirje, veste, kaj sem vam rekel v začetku. Oni naredijo, da ti nekaj sovražaš, oni ti nekaj naredijo, nekaj podrejo, nekoga najdejo, te prštimajo pas, da ti vanjo padeš in tako, in ti naenkrat začneš uporabljati to isto stvar kot oni, sovraštvo, kar pa seveda sovraštvo začne ubijati počas našo ljubezen znotraj sebe. Zaradi tega sem vam večkrat rekel, dajte pa se pa vi vsaj malo spomnite, kaj ste imeli v preteklosti radi. To, kar ste počeli radi, to je bil vaš kompas. To, kar radi jeste, to je vaš kompas. To, kar radi gledate, to je vaš kompas. Ne dovolite, da vam pripeljejo, lejte ga Pedra v vijolični kikelci, ovo, ma odfukaj ga, stari. Mislim, lahko, ne, zdaj tega, pa deliti na široko, lejte govno, sovražite še vi, govno. To so govno glasniki, glasniki govna, ki smrdi kamorkoli se obrnejo. Tako da bodite previdni, da niste njim podobni. Zdaj sem vam pripravil tale še en sklop slikic. Nikogar ne sodi po zunanjosti, saj lepota sije iz notranjosti. Tako, zdaj, tisti, ki ima BMW-ja, še ne pomeni, da je dober človek, ne? Zdaj sem dal BMW-ja. Hočem reči, zunanja podoba, koliko imeti, ne pove, kakšen si človek, ne? Vendar nekako se je spoštovanje, ta je pa bogat, ta je pa spoštovan človek. Fuck off! Fuck off! Ne dovolite biti zapeljani. Lepota se skriva v ljudeh, in lepoto se da zaznati skozi čas, na prvo žogo ne gre, se pa skozi čas vedno izkaže. No, tlele sem vam dal slikico, glih to, da se bom spomnil, nedeljska oddaja, so mi jo zablokirali spet 1 uro pa pol moje vsebine, YouTube zablokira, ker je najdu pesnico z naslovom When the Saints Go Marching In. Ko bomo sveti zakorakali, jim pa ni všeč. In zaradi 3 minute dolge glasbe, ali koliko piše, 25, 56, 25, 8, 3 minute pa neki, so oni zablokirali 1 uro pa pol moje vsebine. Avtorske ne znajo zdaj izrezati tega koščka ven, veš. To ne gre, ampak kar v kompletu blokirajo. Tako da to je še en tak pokazatelj, kako probajo mene potlačiti dol, da ne bi slučajno bil viden. Tudi vas probajo skrivati, ampak jaz sem rekel, lahko me skrivajo, lahko me umikajo, ustavu me ne bo nikoli več nihče, kajti vem, da sem na pravi poti, vem, kaj doživljam, kaj občutam in vem, da smo na pragu nečesa blazno velikega, kjer bi želel, da nas je več, kot bi želel, da nas je na pikniku več, največ, kot nas je bilo do zdaj, kadarkoli. Pa nekaj nas bo in ljudno vabljeni tudi vi vsi. Not giving a fuck is better than revenge. Torej, oni vedno želijo iz nas pripelati. Negativci, ti, ki so sovraštvo vzeli na prvo mesto, želijo svoj drek prikriti na način, da v bistvu nas toliko časa
probajo sprovocirati, da mi pripeljamo na plavno našo reakcijo in takoj, ko mi postanemo dovolj reaktivni, oni rečejo, evo, vse sem rekel, kolega, tega ti si čist prefuknen. In tam potegnejo skupaj. Meni so to dali vedeti 2 dni nazaj. Mislim, banda prokleta. Pa sem se držal nazaj, kaj s to mater, ampak v enem momentu se ga gol so 3 pizde materne, evo ga, tuf, takoj šterje proti meni. A prej 1 uro počasnega prcanja ni pa noben videl. Torej, a veste, meni je to pokazatelj, dokaz in vse, da pač ta svet tako funkcionira, kakor vam ga razlagam. In nujno pomembno je ignorirati vse. Da bi pa se zdaj šel nazaj pa iskal revenge, torej maščevanje. No, ne to delati. Tudi maščevanje ni nam prirojeno. To je vsiljeno strani negative. Tako da, dajte raj poskrbeti za svoje življenje, kakor da se ukvarjate z nekim maščevanjem, sovraštvom in zamerami. Ker zamere so izmerjene za zmeraj. Malo tako se tudi poigravate lahko. Ja, in nikoli se ne da ločiti neumnosti iz neumneža. Lahko se sem vi ločite od neumnih ljudi. Prav? Tako da drugih se pač ne da prepričati, vi pa se lahko umaknete od njih in distancirate. Tole sem objavil eno slikico, v ozadju se vidi šor. Kaj je to za en hrib, a ne? Wow, in 600 ljudi komentira, ker so oni pogruntali, to je Storžič. Wow, le kako sem pameten. Ej, ljudje, a to je mentalni domet. Ej, genocid, ne pa Storžič. Ej, pedofilija, adrenokrom. Ti si džor, pa bom dobil 2 makarona džabe. A vidite, kako nas imajo za idiote, po drugi strani so nam dali pa pravni jezik, da ga živ Bog ne razume, pa naj bi ga mi tudi kar razumeli. Ne? Zdaj okrog tega imam jaz spet svojo izkušnjo, ker sem bil v zaporu, da oni z vso mašinerijo, tožilci, sodniki, odvetniki, fakultetami, vsemi interneti in sodnimi praksami se spravijo na tebe, ki si v zaporu in nimaš dostopa do enega pravnega vera. Ne? Ker če bi ga imel, bi vse pregrizel. Ne? Hočem reči, kako oni tebe dajo in se ne moš niti sam braniti. No, zdaj pa imamo situacijo malo drugačno, ker sem se pa nekaj podučil, ne? In sem jih jaz, te sodnikarje pa policijotorje pripeljal malo bližje pred obličje njihovo, da bodo sami sebe zagledali v moji bližini. Ja, Ivo Andrić je rekel, zapamti, da so stari ljudi davno rekli, nije vreme došlo da ginemo, nego da se vidi ko je kakav. In to so takva vremena. Ja, resnično ne gre za to, da bo kdorkoli umrl, in ako se mogoče tudi to zna zgoditi. Vsekakor pa smo v procesu, ne da prihaja proces, smo v procesu, kjer nam postaja jasno, kdo je na strani ljubezni in kdo je zakorakal v stran sovraštva in kolektivne manipulacije nad človekom. Ja? In tle karma je že začela delati in bolane dejanja, bolanega duha se izražajo v bolestnosti in nezdravem telesu. Ja, kar opazujte. Takole so nedolžni in prijazni ljudje bili vedno poškodovani v življenju, čist simpel so nas potolkali, zaradi tega, ker smo zaupali napačnim ljudem. Ljudem, evo, to je to. Ljudje smo prijazni in zaupamo, a ne? Dočim ti, ki pa tega nimajo, pa ne moramo več, da so ljudje, da so kače. Tako da bodite previdni, komu zaupate, kakšen je vaš krog prijateljev, znancev in ljudi, katerim zaupate svoje stvari. Kadar greste v, kako sem rekel, ghost mode, pa hermetic mode, tam nimate komu kaj zaupati in prav je tako. To so vaše debate, izključno vi in univerz in ne rabite z drugimi nič debatirati. Še najmanj pa hoditi v cerkev, ker tam so itak kače, ki sem želijo slišati, kakšni so bili vaši grehi, da vam jih pol lahko naprej vržejo. Čuvajte se, bodite previdni
In glasba ima sposobnost, da popravi poškodbe možganov in ima sposobnost tudi vračanja pozabljenih spominov, pa ne spominov na bolečino, ko ste bili prizadeti, to flikante stran, ampak spomnite se, kdo ste. Ne vas ničkan spodbodem, spadate med Inke, spadate med naše, kaj so že bili, no? Skratka, vsi naši predniki in Maji in Inki in kaj, Slovani in Pogani, vse to smo bili mi. Govorim mi, zato ker jaz sem duša, to telo je pa sem plovilo, a ne? Jaz sem težek 21 gramov, a ne? Torej to je teža duše, vse ostalo je pa embalaža, evo, ki dela, robotska, ne? Torej mi smo neke vrste bioroboti že v štartu. Ne bom šel predaleč, da se ne bomo zaglajzali. You are about to see a lot of Halib intuitive. Ja, srečali boste v kratkem mnogo ljudi, empatov, ki se bodo odločili, da se mal umaknejo in ne bodo se več razdajali, kot so se. Zaradi tega, ker duh kliče, da postanemo zelo izbirčni s tem, s kom bomo delili naše darove in vizije. In naj vam povem, nekaj zelo velikega se dogaja zagotovo in ne se bat umakniti od okolice, nikoli, če ne veste, kdo je toksičen, ne veste, kdo je nič hudega, če pa se umaknete, pa zagotovo ste na varnem. Aj prav. Empatični ljudje ne potrebujemo družbe, zaradi tega, ker šele samota nas okrepi. Kaj sem jim že napisal, da je ta osebna rast prihaja v paketu z bolečino. In moram reči, da z pasaže bolečine in sem bolečini hvaležen, zaradi tega, da me je naučila, da sem postal to, kar sem. Nekaj sem ruknil, ne? In tako je narobe. Upam, da se me sliši. Ja, hvala bolečini in hvala vsem, ki so tiščali, da so me zmasakrirali do tega, da sem postal diamantni, kristalen. Takole, evo še ena recimo dobra manipulacija, če si pogledate pomen besede lolek, pomeni, da je to svoboden človek in ime je zakoreninjeno v poljski zgodovini. Lolek izhaja iz poljščine in to, kar pomeni ljudje oziroma ljudstvo in pomeni svobodnega človeka, tistega, ki uživa neodvisnost in svobodo. Ti si pa tudi en lolek. Oni so to zaobrnili takoj na glavo. In evo, slovenski slovar slovenskega knjižnega jezika in posledično Fran pravi, da je beseda lolek omejen in neumen človek. Ja, to je tako kot piščanček pa kača, ki smo prej gledali. Lolek je piščanček, ne, je rekla kača. Lopovi in lažnivci so butalcem rekli, da smo neumni, a ne? Zato, ker smo čisti, naivni in dobri. Bomo pa selektivno mal zabremzali določene stvari. Ja, in takole, če ti pokažem svojo, kje sem ranljiv, a ne, ni to moja slabost, to je zaupanje. In če me poškoduješ in raniš, to ni moja naivnost, ampak tvoja podlost. To je pa za narcise precej značilno in tako. In čuvajte se, komu kaj zaupate in kdo vas rani. Dragi moji, jaz moram na žalost vse tole končati, ker mi je kompjuter z vseh strani že joka, da nekaj ni v redu. Držite se, bodite vi prečudovito, ljubljeni ste z vseh strani in verjemite, da ste močni in mogočni. Čao, srečno!